Skratka, rada bi vse pozdravila, ker ste ostali tukaj po ogledu filma Svobodna šola. To je prvenec režiserke. Jasno je povedala, da se noče nekako opredeliti do ideje svobodne šole. Dejstvo pa je, da je po tem letu, ko je ona spremljala otroke, pač šola zaprla vrata in ni bilo drugega leta. Ne. Zdaj, pogovarjali se bomo z Ivano Gradišnik, ona je pripeljala v Slovenijo Family Lab, kot jo verjetno poznate, je vodja v bistvu in delajo delavnice za učitelje, starše, mladostnike, otroke. In z Tino Bregant, nevrologinjo, ki dela na pediatrični kliniki kot pediatrinja. Nevrologinjo, ki dela pediatrinja, ki dela še doktorat iz nevroznanosti, pa delam na Soči, ampak dobro, to ni pomembno. V Sloveniji ni služb za točiti strokovnjake, pač ni službe, ne v javne, pač tako je. Skratka, ona je mojster za možgane, ona pa za dušo nekako. Če posplošimo, ne? Za bla bla. Ja. Tako da jaz ne vem, najprej bi začela s tem, da sem prebrala kritiko, da je v bistvu film, da smo bili na koncu filma vsi nekako stanejo znervirani, da so otroci znervirani od vse te silne svobode, ki so jo deležni v svobodni šoli. Pa bi vprašala takoj vaju, se vam zdi, da je možno, da so otroci znervirani od svobode ali mogoče od slabega vodstva te šole? Ja, mogoče bom kar jaz začela, ker jaz, ko sem prvič gledala ta film, sem že na začetku postala precej nervozna, jaz. Ker se mi je nekaj kar zdel, kam bo cel film vodil in že moram reči, da sem takoj na začetku pravzaprav sem rekla, joj, ne, tega Giovannija čaka, to je deček, ki ga družba pol kamenja, ne. Super, prispodobo si takrat rekla, ne, da je to tipična vaška pozicija, ne, da tisti, ki stopi ven, je potem kriv za vse, kar gre narobe. Ja, zdaj, ko sem ga pa drugič gledala film, pa moram reči, da sem videla vso to večplastnost, ki je v filmu. To se pravi, da iz te lastne pozicije ali pa osebne prizadetosti ali pa iskanja tega, kaj bi lahko bilo boljše, da sem pravzaprav lahko videla v filmu še mnogo več ali pa več različnih odtenkov, no. Pa vendar, no, je lahko svoboda tista, ki znervira otroka ali ne? Jaz bom tudi preskočila tvoje vprašanje, zato ker sem še pri čem prej, pa se mi tudi zdi pomembno to najprej na začetku povedati. Praviš, da ste v kritiki prebrala, jaz sicer ne vem, kdo je zdaj to ocenil, da so vsi živčni, cela publika, pa vsi gledalci, pa otroci, pa tako naprej, ampak če so živčni, jaz domnevam, ugibam, da je ta živčnost, nervoza namenjena, domnevam, ugibam, različnim platem, različnim facetam, ne, tega sporočila ali pa pripovedi tega filma. Mislim, da je ta film na nek način tisti slon iz naslova. Meni je žal, da je ta naslov neprevedljiv, ne, ker ne vem, kdo ve, kaj naj bi pomenila Approaching the Elephant. Odkot ta fraza sploh in kaj naj bi pomenila. A kdo ve, no? Da vidim, a čem povedati to ali ne? Povej. Par ljudi sam to ve, ok. To je, mislim, da je neka stara afriška pripovedka Basna, tako naprej, ki pripoveduje o 6 slepcih, ki se odpravijo, ki se začnejo pogovarjati o tem, kakšen je slon, hočejo ugotoviti, kakšen je slon, grejo na pot, najdejo slona in seveda potem ga vsak svoje plati raziskujejo, se ga dotikajo in tako naprej. Prvi reče, slon je evidentno nekaj ekstremno trdega in špičastega. Drugi reče, absolutno ne, slon je nekaj vrvenga. Tretji reče, kokača je. Četrti reče, kot debelo deblo, ne vem, česa že, ne. Vsak ima svojo sliko, ne. Vsak ima in seveda na smrt se spičijo popolnoma po nepotrebnem, ker na nek način imajo vsi prav in hkrati nihče, ne. In mislim, da ta film tudi domnevam, spet ugibam, ne, moja slabost, da ga tudi ljudje na različne načine, ne, začutijo, ne, ali pa vidijo različne reči. Jaz ga danes gledam drugič, imam to srečo, privilegij in recimo, kot je že Tina rekla, absolutno, ne, ob drugem ogledu vidiš še več, še bolj v globino, ne, in tudi dialogi se ti še bolj Kad eni dragulji ne razkrijejo. Kaj si videla v filmu, naprimer? Naprimer, kaj ti je... Kaj sem jaz videla v tem filmu? Jaz sem to zdaj doživela, drugič pa še sploh.
kot eno zelo iskreno, odkrito, neposredno, verističen upogled, pošten, neponarjen in, kar je najpomembnejše, brez sodbe. Pogled v en del otroštva ali pa interakcij med otroki ali pa dinamike, ki poteka med pač šolarji, tako starimi, in tudi življenja v, dajmo reči, instituciji. Mislim, tudi svobodna šola je institucija, tudi če imam manj pravil. Tako da jaz sem ta film tako videla, kot tudi toplo pripoved, pogled. To pa, da ne sodi, je pa še posebej, je pa mislim, da pa še poseben plus tega filma, še posebna dragocenost. No, to se meni zdi pa zelo zanimiv, ker jaz sem ga pa gledala pravzaprav verjetno tudi skozi lastno perspektivo, kako pravzaprav znanstveniki preučujemo otroke. In se mi je iz tega stališča pač film zdel izjemno zanimiv, ker je bil pravzaprav znotraj enega postavljenega okolja, če čisto pogledate. Iz tega stališča se mi pravzaprav film zdi tudi neetičen. Ker gre za eksperiment z otroki v sicer navidezno kontroliranem okolju znotraj šole, kjer naj bi bila znana struktura, in vendar potem proti koncu, jaz ne rečem, da otroci ne dobijo pomembnih izkušenj za kasneje v življenju, ampak vendar gre za eksperiment, ki uide povsem iz nadzora. Sicer ta opazovalec, raziskovalec je dovolj objektiven, da uporablja, se strinjam, objektivne metode, ne sodi, tudi sama bi se temu pridružila, da pač dela tako, kot dela dober znanstvenik, da opazuje, ampak vendar, ko stvari skrenejo do te mere, da so prizadeti ljudje, da gre za nasilje, tam pač znanstveniki moramo prekiniti tak eksperiment. Pol predlagam, da prekinemo javno šolo. Ne drži, zaradi tega, ker ravno zato je o tem treba razpravljati. Ravno zaradi tega je o tem treba razpravljati. Da bi svobodna šola, naprimer... Ne, ampak ali smem replicirati, ker meni se pa ne zdi toliko tragičen. To, kar sem jaz videla, se mi ni zdaj toliko grozljivo. Ne, rekla si, da totalno, vse, kako že... Spozi iz rok, da je neetičen in da v bistvu poizkus uide izpod rok. Da dogaja, da poskus uide. Meni se ni zdelo, da uide iz kontrole. Meni se zdi, da pravzaprav ti dogodki, to, kar se dogaja na tej šoli, to, da ta čijo terorizira ostale in tako naprej, da odrasli ne vejo prav dobro, kaj bi naredili, da so bolj ali manj zgubljeni, da otroci pol poskušajo na svoj način urejati zadeve. Mislim, da je to nekaj, kar se dogaja, kakor jaz vem, na vsaki šoli. Da je tega ful, s to razliko, da tudi nasilje se dogaja v družini, pa to ne pomeni, da ga toleriramo, da je sprejemljivo. Ravno zato se moramo o tem pogovarjati. Da končam. Mislim pa, da vsem, da dialogi, ki potem sledijo, način, kako poskušajo se soočati, oni z konfliktnim dogajanjem na šoli, ki je kakršno je, ki je, jaz mislim, popolnoma v mejah normale. Ampak se soočajo z govorenjem, pa se stanke. Način, dialogi so briljantni. Hočem te vprašati, nič se konkretnega ne zgodi, ne spremeni se, razen da se zapre. No, lej. Tukaj pa se jaz v bistvu niti ne strinjam, da se nič ne zgodi. V bistvu se zgodi zelo velik, če ste vi poslušali, kako otroci artikulirajo na koncu, kako se počutijo, kako je pomembno izražanje, kako je v bistvu pomembno ubesediti svoje občutke, da zahtevajo od eden od drugega, pravzaprav nisi me vprašal, kako se počutim, ko v bistvu otroci sami dobijo orodje, veliko se zgodi v tem letu, zelo veliko. In tudi ti otroci dejansko pokažejo izjemno moč, pravzaprav vse to, kar jim mi drugače odvzamemo, ker prej interveniramo. Tle jim je bilo toliko veliko prepuščeno, da so pravzaprav morali prevzeti odgovornost, tudi tisto, ki jim mogoče niso bili dorasli, so morali prevzeti v svoje roke, tako sem jih jaz videla. Je to ta način učenja, v bistvu, da se s tem v bistvu take odgovornosti lahko boljš, lažje, oziroma je to edini način, ki se lahko tega naučiš, ali obstajajo še kakšni drugi? To je izkustveno učenje, Ja, jaz sem spet, jaz sem v zadnji.
Mislim, da se te otroci v medosebnih odnosih vedejo bistveno bolj odgovorno kot večina odraslih. Jaz sem to videla. Tle spet se vračam k temu, kako dejansko različne stvari oziramo v podobah, ki jih gledamo pred sabo. Mogoče to, kaj vidimo v tem filmu, zdaj bom rekla nekaj zoprnega, kar bo verjetno zoprn slišati. Ampak verjetno več kot se pravi, naše mnenje ali pa naše doživljanje tega filma pove manj v filmu kot o nas. Ne. Kaj hočeš s tem reči? Kdo ni razumel? Lej, hočem reči, nič posebenega nočem reči. No, to, kar sem rekla, ja, se ni neke blazne skrivnosti. Ja. Kaj je bilo že drugo vprašanje tvoje, tisto, kar si me pa res hotela vprašati, se lahko probam odgovoriti. Če je to edini način, v bistvu, da na ta izkustva, in govorimo o medsebojnih odnosih, ne o matematiki pa slovenščini, ne o teh stvareh, ampak odnosi, je to edini način. Izraziti sebe, postaviti se zase, postaviti svojo mejo, še pred tem ugotoviti, kaj sploh hočem, kaj mi paše, kaj mi ne paše in tako naprej. To so vse reči, ki te jih ne more nihče naučiti, tako da ti v njih pripoveduje, kar delamo doma, starši pa v šolah, in kar je treba, vse moraš sam sprobati in še naslednja neprijetna novica, sprobati moraš večkrat in tudi večkrat se ti more ponesrečiti, narediti moraš napako, kakšno blesarijo, tudi v odnosih in še, da dodam, nikoli se ne neha, to traja vse življenje do smrti, pravzaprav konec koncev se to tudi, kar čaka, tudi nas ne čaka. Še vedno se nam odvija, tudi v odraslosti. Tle bi se pa jaz vseeno pridružila v bistvu malo z nevroznanostjo ali pa z teorijo uma. Pri otrocih imamo tudi ta socialen razvoj, ta komponenta socialnega razvoja. Teorija uma je nekaj, kar se razvija pri otrocih. Zdaj, če se vi mogoče spomnite novorojenčkov v porodnišnici, velikokrat rečemo, da so solidarni eden z drugim, ko eden začne jokati, kaj se zelo kmalu zgodi, cela soba začne jokati. Zdaj to še ne vemo, a gre res za pravo empatijo, to se pravi za to, da se otrok čuti drugega dojenčka, ali gre mogoče samo zato, da je pač jok neprijeten zvočni dražljaj, na katerega se pač ostali dojenčki odzovejo. Ampak dejstvo je, da imamo občutek, kot da sodelujejo eden z drugim. Dvoletni otrok je že sposoben pravzaprav razumeti, da če si ti nekaj želiš, da si bolj zadovoljen, če to dobiš, oziroma če se ti ne spolni tisto, kar si želiš, ne da boš žalosten. 3-letni otrok se lahko že zgodi, da ko prijateljček joka, da pride in ga potolaži. To so te začetki pravzaprav empatije in potem tam okoli 5. leta pravzaprav so otroci že sposobni tega empatičnega mišljenja. In narobe je, če mislimo, da se empatijo učimo sami. Empatije se vedno učimo v družbi. Od koga se učimo empatije? Učimo se je sicer od svojih sovrstnikov, vendar naši najpomembnejši učitelji so odgovorni odrasli. In pri učenju empatije ni tako, da vse poskusimo. Dejstvo je, to so pa podatki, ki kažejo, zelo pomaga branje pravljic, zelo pomaga ubesedovanje občutkov, kako se počutim, zakaj sem jezen, in to lahko edino odrasla oseba otroku v bistvu da te besede. Ker empatija gre tudi skupaj z kognitivnim razvojem. Govor je pa tisto orodje, ki nam pomaga to tudi ubesediti in nam pomaga to verbalizirati. To se pravi, pri razvoju empatije so ključni, zreli, odgovorni odrasli, ki nam jo pomagajo razviti. In ni tako, da moramo vse sami poskusiti. Tako da v bistvu kažejo podatki, da se da to do določene mere priučiti. Sami poskusiti pomeni pač v odnosu. Strinjala se boš, da v špili brati knjige ne bo zadoščal, ko bom prišel o odnosih pa o empatiji. Špilja zvečer, ko si pokrit z dekco, pa se stisneš za mamico, pa si star 4 leta, pa bereš pravljice, je super stvar. Rabaš človeka, tle se popolnoma strinjam, hočem povedati ljudem, da ne bo izpadli preveč diskrepantno. Ljudje smo odnosna bitja in učimo se v odnosu.
Ne? Rabimo sočloveka vizavi, ne. Ja, ampak To je pri poanta. razvoju otrok je v bistvu res ključna ta kompetentna odrasla oseba, ki je v bistvu tista, ki otroka vodi na tej poti socialnega razvoja. Vodstvo, odraslo vodstvo, absolutno. Rada povedala, da se lahko vključite tudi vi v debato, če bi si želel kdo kaj bolj podrobno vprašati, ne? Ali pa povedati, v katero smer bi ga pogovor zanimal, zato ker tukaj se nam cel poligon odpira različnih možnosti, ne? Kaj bi se pogovarjali. Ne? Zdaj, empatija v odnosu do drugega človeka, jasno. Ne? V filmu je mogoče delovalo, kot da so ti otroci prišli že kot takšni kompetentni posamezniki v šolo, v bistvu pa mogoče tudi ni bilo toliko pomembno, ali so se znotraj tega procesa razvili. Me pa zanima, kaj menita vidve, a je možna, a so pravila nujna, no? Mislim, tukaj je šolo so na koncu leta zaprli, prišlo je do takih in drugačnih dogajanj, ali si lahko svoboden samo takrat, ko imaš jasno določena pravila ali ne? Ti tako vzdihuješ, da kar začne. Vzdihujem, zato ker so to ta vprašanja, ko hočete vedno dobiti odgovore, ja ali ne, tako absolutno. Ne. Jaz mislim, da pač ni tako na svetu, da bi bilo tako absolutno. Če imamo šolo ali če hočemo mi v nekem prostoru učiti ene ljudi ali pač neki, karkoli se id z določenimi ljudmi, jaz mislim, da ja, gotovo rabiš neki pravil, ne vem, 3, 4, 5, ne, mislim, ne, to zdrava pamet mi govori, ne. Verjetno jih pa ne rabiš 100, ne, predvsem pa, ne, veš, kaj mi je fascinantno, no? Da je očitno ta iz vprašanj, ki jih ti postavljaš, iz kritik, ki smo jih ne prebrali ali pa slišali, kako zelo provokativna je sama ideja, v katero našo srž nas pika. Gola zamisel, da je možno se iti šolo, zdaj konkretno, se iti šolo na ta način, da se pravila postavijo skupaj, kolektivno. Očitno je že sam ta ideja toliko zelo provokativna, da na lepem dobimo vprašanje, a je možno življenje brez pravil. Saj na tej šoli, pa pri svobodni šoli sploh ne gre za to, da bi bili brez pravil, Anka. Ne, to je dejstvo. Oni postavljajo pravila skozi. Ker tudi v kritikah, ko jih bereš, ali pa ko poslušaš, so ljudje zleteli v luft, ali pa učitelji, zdaj smo veliko kontakta z učiteljcem. In ja, zletijo v luft, seveda, kako jasno, brez pravil se ne da, nič gor dol. Ampak tukaj sploh ne gre za to, da bi pravil ne bilo. Gre za to, kako jih določamo in kaj naredimo, ko se jih ljudje ne držijo. Zdaj pa še nekaj, ena javna, ne vem, velika skrivnost, ki ni skrivnost. Ni tako, da bi se ljudje vedno brezprizivno in brez izjem držali pravil. Povsod, kjer imamo pravila, imamo tudi kršenje pravil. Tako da to ni nekaj toliko zelo neobičajnega, pa tako zelo čudežnega. In je pa res odločujoče, jaz zato pa pravim, tam romantična, idealistična ideja, da sistem bo funkcioniral takrat, ko v njem ne bo konflikta. Pa ko bo vse stvari tekle gladko, pa lepo, pa krasno, pa super duper. Je utopična, to je čista romantika, to je čisti idealizem, nasprotno. V vsakem sistemu, še posebej pa v šoli ali pa kjer imamo na kupu veliko otrok, še posebej pa takih, ki pridajo z idejo, da bi šli v svobodno šolo, kar že pomeni, da prihajajo iz družin, kjer imajo starše, ki imajo take ideje, je jasno, da ne bo šlo brez konflikta. Tako da to je izvorni nesporazum. Je pa lakmusov papir ali pa odločujoče ali pa naš izpit odraslih, je pa, kaj narediš potem, ko se nekdo ne drži pravil, ker prej ali slej, neizogibno, verjem, se bo to zgodilo. Jaz bi se pa v bistvu tle vseeno navezala na ta pravila. V bistvu 40 000 let nazaj, ko se je človek postavil na dve, se so sprostile roke, pričel uporabljati orodje, so v bistvu naši možgani dobili to podobo umnega človeka, kot ga imamo. In vendar, če pogledate, kdaj so se pa pojavile prve civilizacije, od teh 40 000 let smo potem rabili še 30 000 let in če greste nazaj, 10 000 let nazaj, se pojavijo prve civilizacije. Kaj je v civilizaciji ključno? Zakaj smo ljudje zavzeli cel planet? A smo najmočnejši od vseh živali na Zemlji? Ne. A smo najlepši? Tudi ne, verjetno, verjetno. A smo najhitrejši?
tudi vprašanje, če smo najpametnejši, kaj nas v bistvu dela ljudi tako močne? Prosim? Jezik? Ok. Kaj pa jezik v bistvu omogoča? Zakaj je jezik tako ključen? Pogovarjanje, kaj nam pa dogovarjanje nam pa omogoča sodelovanje, ja? V jeziku so pravila, ki se jih moramo držati, ne? Če jih ne upoštevamo, potem se stvari narobe razumejo. Če se narobe razumejo, se stvari ne izidejo. Če si hotel piramido sezidati, si moral upoštevati pravila, če jih niso. Ja. Dobro, to so biološke pravila, ampak zdaj govorimo o teh socialnih, ki so v bistvu tlele v šoli bila pravzaprav najbolj, se mi zdi najbolj izrazita. Namreč pravila nam omogoča življenje v skupnosti, kjer se konča moja svoboda, tam se začne tvoja svoboda, tam se morava midva srečati. Če se ne srečava, imamo problem. In jaz mislim, da smo se v bistvu tukaj prav s tem soočali. Kar se tiče bioloških pravil, jaz prihajam iz medicine, v medicini smo v bistvu v zadnjih letih zelo navajeni kršiti biološka pravila. Žal nam sicer vsi pacienti zaenkrat umrejo, tako da pač tega pravila še nismo spremenili, ampak imamo veliko pravil, ki se jih pa da spremeniti. Od tega, s kom zanosite, kako zanosite, kdaj se otrok rodi, če hočete imeti carski rez na željo. Celo pri evtanaziji se pogovarjamo, to se pravi, mi celo nobena žival ni sposobna teh bioloških pravil spreminjati do take mere, kot smo jih sposobni spreminjati ljudje. A je to del evolucije, ne vem. Tako da ta pravila, nekako smo ljudje za svojimi možgani navajeni, da najdemo en ovink okoli pravil. In jaz mislim, zakaj to izpostavljam? Zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da imamo pravila in tudi v bistvu, da imamo možnost, oziroma pač, da vemo, da nekatera pravila niso rigidna, so pa nekatera pravila pomembnejše v drugih in tle v tej šoli je tisto, kar je meni najbolj padlo v oči. Če se spomnite, ko je začel on naštevati, kaj vse je Giovanni naredil narobe. Dober, tisti bullying, ki je vmes naštel, ampak vmes so bile stvari, napisal svoje ime na mizo, prinesel je ptička v šolo, kar bi bilo lahko pozitivno, napisati ime na mizo, ne mi reči, da je to neka strašna kršitev. Skratka, on je pomešal, kaj je zares pomembno. On je imel pravila, ki pa jih ni hierarhično uredil. To je tako kot doma. Doma moraš imeti ena pravila, pač mi imamo vsi svoje družine, vsak od nas si postavlja svoja pravila, ki veljajo znotraj družin. Ampak nekatera pravila so tista, ki stojijo in ki se jih ne krši. Potem so pa pravila, kjer se lahko pogajamo in potem so pravila, ki pravzaprav niso pravila, ampak je dopuščena svoboda. In tukaj, v tej šoli, ta vodja za moje pojme ni znal tega narediti. Ni znal postaviti jasne strukture, katera so tista pomembna pravila in o katerih stvarih se lahko pogajamo. In teh pravil, zdaj bom pa šla nazaj v Biblijo, če bi se držali samo 10 zapovedi, bi mi imeli mir na svetu. Samo 10 zapovedi, ne vem, 60 amandmajev, pa ne vem. Že 5 bi čisto zadoščali, jaz mislim, da že 3 bi bilo čisto dosti. Ja. času vse porihtala, pa še fajn bi se imela, pa tudi bi dobro pozitivno. Pač v bistvu tukaj se mi tudi vse manjka, pač šola je pa še vse neki prostor, kjer bi to neki način bilo. Učitelj pač mora pač znati neki pametnega povedati, oziroma mora otroku zaupati, mora mi zbiti ta pozor, da bi skozi kjer naučil. V tem primeru, če bi se učila tukaj samo, je osoba, pač družbeni primer, pač bi mogo nekdo pač na primeren način njemu zanimivo pokazati, pač, da mogoče boljši drugi nekaj zdrav. Ok, Ivana si rekel, boš ti komentirala? To bi rekel notranje, ki je to, ki je to komentar, vlade pač ni delo.
Ja, voditeljskih sposobnosti, o tem najbrž govoriš, o voditeljskih sposobnostih. Jaz sem videla recimo, da na tej šoli so imeli pravila in tudi vsi so si želeli pravila, tako da mislim, da njihov problem ni bil to, da bi manjkali pravil. Že velike nejasnosti vidimo v tisti sceni, kjer jih Lucy scat pele, totalno Lucy je genialna, kjer se izkaže, kjer popolnoma pravilno jih na njihovih lastnih pravilih šiba. In reče, kako zdaj, ne bom hodila na šolo, kjer kar na lepem ti postavljaš pravila, rekla smo vsi jih bomo postavljali gor in dol. Mislim, tle sam ni imel človek razčiščenih pojmov, oziroma odrasli ljudje, ki so vodili to, so se malo lovili. Jaz bom sicer vseeno malo relativizirala stvar. Meni je žal, če je ta šola res propadla po enem letu, zato ker se mi zdi čisto jasno, da v prvem letu štartanja take šole pod takimi postulati ali pa ne, da je težko. In da seveda, da ne bo kar iz prve teklo vse gladko. Tisti, ki doma v družini poskušamo živeti na način, da bi se jemali kot enakovredne partnerje, ki poskušamo se slišati ali pa dopustiti vsem, da se izrazijo, ne glede na to, da se ne upoštevamo vedno. In hkrati držati vodstveno linijo starši, ne da bi gazili po integriteti šibkejših. Tam, kjer to poskušamo, pa smo samo štirje. Pa še radi se imamo, skratka, prišli smo skup na kup dejansko iz ljubezni, se pravi, smo v bistveno večji prednosti, kot te v šolih so bili na kup dani po naključju, nisem ni razloga, da bi se imeli radi sami po sebi. In tudi veliko več jih je. Mi, ki to poskušamo v takšnih okoliščinah, intimnih, utemeljenih na ljubezni in samo štirje, vemo, da je to vseživljenjsko učenje in da nikakor ne gre vedno gladko in da se nam velikrat ponesreč in da smo ljudje krvavi pod kožo in da ta kaos, ki ga vidimo na kameri in ki nam je včasih tako težko pada, jaz mislim, da življenje je kaotično in da če ljudje smo kaotični, kakšni pa? Urejeni. Pa vendar, tako kot gre mogoče on ampak namenil. leadership, da se vrnem, sorry. To je bila čisto, to je bila zdaj digresija, zdaj se vračam nazaj. Vodenje, mi nismo videli, ta ženska je snemala to 1 leto, mi smo videli to 1,5 ure. Mi ne vemo, kaj vse so odrasli vsem poskušali s tem žovanjem. Ampak sta 2 momenta v filmu, ki sem jih recimo jaz zapazila, gotovo jih je še več, kjer sem jaz trzana, evo, bem ti, zdajle si ga imel. Prvi je bil, pri klančini, ko se spičijo zaradi klančine. In v enem momentu potem reče, mu lepo reče, ni mi kul, na živce mi gre, grozen mi je, si postaneš grob, nesramen in nasilen. In Gio reče, but I fake it, se delam. In recimo, tisti bi bil moment, ki bi jaz, če bi bila odrasla zraven, pa če bi kaj izbijala, bi verjetno trznila, bi probala, bi videla, bi vrgla trnk. Drugo je bilo pa čist na konc, tiste je bilo pa še bolj beautiful, tiste je bilo pa na pladnju. In spet, ko sta, očitno je del kazni reparacije, da so ju z Lucy na konc poslali v sobo, kjer sta se bila morala pogovoriti o konfliktu njunem, kjer je on mogel celo na papir nekaj napisati. Zelo na kratko je bilo, mogoče ni bilo čisto jasno videti. Ampak Lucy se mu proba približati in reče, ampak Gio, zakaj si toliko? In potem on reče, jo prehiti, reče, why I'm so angry? In ona reče, no, I wanted to say, why are you so mean, ali rude, ali mean, V tem filmu, ta fant je od samega začetka, od prvih kadrov, ki ga zagledamo, vidimo, da je jezen, ta fant je poln jeze, besen je, zaradi nečesa, kar se mu v življenju dogaja ali se mu je zgodilo, ne vemo. Je jezen, besen je korist, to je v njemu vre. Vse, kar poskuša skozi cel film, je vzpostaviti kontakt z nekomu do zunaj, ki bi zagledal to jezo. Ti si celo rekla, da se ti je zdel zlorabljen od začetka. Kaj je to? Mislim, kar bi... To je bilo v bistvu moje prvo gledanje filma, ker sem že na začetku rekla, tale fant pa potrebuje pomoč, in potrebuje strokovno pomoč, ker drugače bo kamenja. Jaz ne vem, če rab strokovno pomoč, ampak to je bilo pri meni čisto prvo, mi smo gledali skupaj, jaz sem pediater, moram biti pozorna tudi na zlorabe otrok, to je tudi moja profesionalna dolžnost. Zlorabljenih otrok je med nami mnogo več, tako da tle si nimamo kaj zatiskati oči. Tudi ti otroci, ki so na koncu vsi ukali tam na tem sestanku,
ta film je iz tega stališča bil etično sporen, gotovo. Zdaj bom spet zgubila my line of thought in polno povedala, ti zdaj sem hotela. Ja, kaj pa zdaj sem pa, ja. Zdaj smo pa spet nazaj na etiki, ali kaj? Ne, v bistvu bi jaz dokončala svojo misel. Tle se mi zdi pri teh pravilih, no, tako se mi zdi, da ta Lucy bi bila za nas odrasle lahko marsikdaj zelo velik učitelj. No. Ona se mi zdi, da je bila izjemno močna že od samega začetka. Ona je zahtevala od drugih, da so kompetentni. Hkrati smo od nje slišali, ona je bila edina, ki je tudi uporabljala vljudnostne fraze, prosim, hvala. Hkrati je pa zelo jasno zahtevala od drugih, tudi recimo, ko je on hotel prevzeti vodstvo, in je rekel tako, zdaj bom pa jaz postavil pravila, je ona rekla, ne, hočem, da glasujemo. In potem, ko so glasovali in so njo preglasovali, je Lucy rekla, ok, ne, zdaj se grem pa zabavati. Ni bil problem v tem, da bi ona hotela dokazati svoj prav. Ona je hotela, da se stvari naredi tako, kot so bili zmenjeni. Če smo zmenjeni, da glasujemo, da vsi skupaj postavljamo pravila, potem skupaj postavljamo pravila. In meni se je zdela, z tega vidika se mi je zdela fenomenalna, tudi ta njena v bistvu pozitivna naravnanost. Ne, nočem, da kogarkoli izključimo. Ne? Potem na koncu filma, a lahko glasujemo, če bomo čez 3 tedne še tukaj. V bistvu ta občutek varnosti potrdilo zdaj, od zdaj naprej se bomo trudili, da bomo varni, ne? Da vsi ostanemo tukaj. Zato, ker v bistvu, ko enega člana od njih izločaš, a je to varno okolje, a se je vam to zdelo varno okolje, ta šola? Se pravi, vodstvo, Ni ne, bilo tako, ko varno smo se okolje, menili ne? tudi prej, ne, ali pa Ja. kaj podaril Vodenje, vodstvo, jaz pa ne. bi Ampak to je za še o otroke vodenju, ključno, ne? Bi pa glede vodenja, ne. Alex, krasen človek, dober človek, dobronameren. Malo preveč usladen. Dobronameren, ja, seveda, lahko bi argumentirali, da je predober, gotovo ne. Nisi rekla, da je predober usladen. Ja. Z najboljšimi nameni Ja, to problem. se je lotil tega svojega življenjskega projekta in moj občutek je seveda, da, ne vem, če ste opazili, njegova agenda, niti ne prikrita, se je lepo pove v filmu, je to šolo, to počnem zato, ker se sam nisem imel v šoli lepo in ker sem bil bullet, ker sem bil trpinčen. In seveda zdaj pa moj gut feeling, moj želodec pa meni govori, da tudi slučajno ni dobil Giota v šolo brez razloga. Ne? Tle je imel šanso sprevideti sebe, svojo skrito agendo in svojo motivacijo, ki se je v resnici ne da. Se pravi, če ti greš šolo postavljati, ne, tudi zato, da boš popravil svoje otroštvo, ti bo prej ali slej eksplodiralo v friz. Ne. In tlele mu je Gio prišel tako kot vedno v življenju, mi, ki smo starši, vemo, dobimo točno take otroke, ki jih rabimo dobiti, zato da se soočimo sami s sabo in svojimi slepimi pegami, skritimi platmi, senčnimi, ne vem kaj, gor dol, ne, skratka. Vse tisto, česar o sebi nočemo vedeti, vse tisto nam otroci, ki jih dobimo točno takšne, ki jih dobimo z razlogom, ne, če hočemo videti, seveda, lahko tudi imamo zaprte oči in ušesa do smrti, ni problema. No, in na koncu, na samem koncu, če bi tale bogi Alex naredil to, kar je naredil na koncu, prvi mesec, na koncu, govorim seveda o tem, končno popizdi in končno pokaže pristnega, avtentičnega sebe, ne, in tudi pove, to užrtvoval sem se, on točno reče, I've sacrificed myself. On je vse žrtvoval za to, da bo naredil to šolo in ta šola more uspeti in ta šola more biti nekonfliktna in ljudje v tej šoli morajo biti srečni in zadovoljni, zato ker sicer je on failal. In seveda je dobil točno Giota, točno Bulija, točno nekaj podobnega, kar je najbrž mu že grenil življenje v njegovi, ne, primarni šoli, kar ga je sprožil, ne, na to agendo. Zakaj bi bila pa razlika, če v to na začetku naredil, se ti ne zdi, da bi bil tak, kot je bil, nekompetenten, razumeš? Pa bi se lahko naprej pogovarjala z Giotom, pa bi on lahko ne, veš kaj, naredil je napako, ker ni končal na točki, ne, to sem hotel, ne, in
ti si pa tako nehvaležen, ok, je zbruhnil. Pol je naredil napako, ker nam je zdaj dal mir, je pol začel še izsiljevati. Je rekel, zdaj pa tako, zdaj pa zato, ker ste vi toliko nesramni, pa tako ste mi vse porušili moje sanje, imate pa do 3 cajta, drugače zgrem. Taka zagrenjena mama meni je bil oče, klasičen ne? otrok, Ja, taka neka zagrenjena... Vse sem žrtvovala za vas, zdaj Ali pa 3-leten otrok. Ja, Ali cankarjanska mati, ali pa 3-leten otrok, kar vzameš, ne. In namesto, da bi rekel, Gio, ti posluš, Gio, evo, zdajle sem flipnil, zdajle vidiš, evo, in zdajle sem jaz sam zagledal in shit, jaz to šolo v bistvu delam zato, da sebe pozdravim. Fak, hvala ti, Gio, ki si mi pokazal to, ki si mi dal priložnost, da to sprevidim. In bi šla in ne gresta na sprehod in naj mu on prepoveduje svoje zgodbe in zgode in nezgode, kako je bil sam trpinčen in tako naprej in naj se pogovarjata o bolečini. Treba, ne? Če bi Tako ameriško ste to slišali, gresta v sončen zahod. V pogovoru o pa moram strahu. nehati. Če zvenim ameriško, pa moram nehati. Ne, to pa res, to je pa škandalozno. Ja, se se te sem spomnila. Ne, ampak No, ampak poslušaj, a je sploh, a lahko... Prosim, ja. Ja, se upravičujem. Kdo bi? Samo še vprašanje. Tamle je Jasna, ja. A bo gospod ali bo Jasna? A ja, ker ste. Na kratko, vse se ni šola v prvem letu končala. Končala se je, tako kot pravite, psihološki del tega pogovora je manjkal, to zmorejo tudi drugi ameriški filmi narediti, da se učitelj zniža na ravni učenca, pa reče, veš, sem bil jezen, tudi jaz imam travme, več jaz sporočil in bi fant prisluhnil, ne da se igra v žlico. Katero igro igram, to je Bernejeva pozicija. Če igraš igro vseh, potem boš lahko z vsem naprej. On obljubi, da bo formalno šolo popravil, bom kontaktiral z drugimi šoljami, bom spregledal tega Joeja prej. Ampak zdaj je to zamudil, da bi ga prej spregledal. Na koncu bi ga lahko v tem stilu. Hočem reči, da šola ni zgolj na ravni formalnih demokratičnih pravil, sicer bi jo lahko znašel samoupravno šolo primerjali. Tukaj tega alibija nimajo, češ mi smo to politično uvedli. Ne, on jo je ustanovil, povedal je iz katerih razlogov, za tiste razloge je odgovoren še drugo leto, magari bo plačal škodo te šole, ker so otroci delali škodo na cerkvenem poziciji igrišču oziroma lastnini. Hočem reči, osnova je to, dokam pustiš samega sebe, to je pa komunikacija samim seboj. To je pa tudi o tebi govori zgodba, se pravi vsakem od nas. Ali smo mi sposobni komunikacijo do konca pripeljati, kot s tem Joejem, a rečeš, ne, zdaj me pa zanima, ta mora biti izključen, on je grešni kozel, ne gremo se več in potem bi tudi šolo ukinil. Se pravi, še drugi del bi moral dodati, to je moja teza, kar vi pravite, še s tem, ker jaz, da bi se še odprl do drugih šol, tega pa ne vidimo v tem filmu. Meni je manjkalo nekaj drugega v tej šoli, vizija. Se mi zdi malo zelo tvegan eksperiment ustanoviti šolo za to, da svoje travme iz otroštva... To je moja teza, to ni nujno res, sam da rečem, to ni nujno res. To je samo moja teza. Meni je manjkala vizija, kaj je hotel on s to šolo narediti. Razen enega okolja, v katerem bi veljala pravila, ki so jih sami postavili, pa še ta so zelo vehementno sami kršili. Če se spomnite prvega sestanka, ali pa enega prvih sestankov, ko so ga sklicali in potem so hoteli glasovati, pa so rekli, ne, konec sestanka. Skratka, nič se na sestanku niso dogovorili, so se pa pogovarjali. Ne, se vizija svobodne šole je... Mi kaže tudi na to, da je ta Bogi Gio rekel na koncu, zakaj je toliko problemov z njim. Zato, ker mu je dolg čas. Nihče mu ni pomagal tega dolgega časa spremeniti v neko aktivnost, da ne bi delal problemov v sebi
Čeprav jaz se tle ne bi zgovarjala na ta dolg čas, ne? Jaz mislim, da je bil to en zelo priročen izgovor, ker v bistvu, ja, jaz ga vidim bolj kot izgovor, ne, ki ga zdaj mi lahko nam ga Gio proda, lahko pa rečemo, ne, da pravzaprav iz dolgočasja otrok so v bistvu vzniknila tudi največja odkritja, ne. Če vi samo pomislite, koliko časa je Da Vinci opazoval tok vode in kaj se je iz tega izcimlo. Dober je bil genij. Če mi pustimo otroke, da se dovolj dolgočasijo, začnejo izdelovati lastne igrače, začnejo odkrivati naravo. Ne? Ampak to seveda se mora dogajati znotraj enega varnega okolja. Jaz mislim, da tle je bil temeljni problem te šole, da dejansko ta šola zaradi nekompetentnega vodstva ni bila več varno okolje za nikogar. In zaradi tega je potem tudi sistem razpadel. Jaz tega vodjo šole vidim v bistvu kot izjemno, ne vem, kako si v bistvu sploh upal podati na tak eksperiment brez dodatnih znanj. Vem, ampak a veste, ne, če bi mi vsi zdravili tako naše travme, mislim, ne. Reče, na koncu reče, ja. Ja, tako da tle se mi zdi to glaven problem, no. To nekompetentno vodstvo. Mene pa zelo motila intervencija te mame od Gija, ko pride, ne, pa ona razlaga, kako da ni res, da on zelo rad hodi in tako naprej. In se mi je zdelo, da so odrasli v tem filmu padli. Otroci, mislim, da je to leto kaosa, pa dolg časa, da so zelo napredovali vsi, ne? Ja, jaz jih tudi tako vidim. Medtem, ko so odrasli, kvečemo naredili en korak nazaj, ne? In tale mama mi pa res, kako je ona vehementno razlagala, kaj da on čuti. Ko si ti rekla, ko si vi rekla, da je zlorabljen, ne? Jaz sem tam občutila prav tak stud ob tej ženski. Mirjam, to je default. Starši ves čas razlagamo drugim, kaj naši otroci mislijo in čutijo. Vse veš. Ja. Tukaj prisotni izvzeti, jasno. Ne, ampak poslušaj, to je glavna stvar, ki jo počnemo. Mislim, bodimo pošteni tako nasplošno, na družbeni ravni. Ravno zaradi tega, ker vem, kako grozno mi je bilo poslušati pomembne odrasle, kaj govorijo o meni. Potem povem samo, kaj se je zgodilo in ne komentiram, kaj mislim, da so moji otroci mislili. Se strinjam. Tukaj imamo še nekoga, ki bi rad. Ne smemo dati besede, ker to je še hujš, kaj jaz. Zdi se mi, da se vsi strinjamo, da pač otroci potrebujejo vodstvo. Pa ni važno, ali je to svobodna šola, ali je to, ne vem, neka navadna javna šola. In se tudi strinjam z Ivanom, da se taki pač lapsusi dogajajo, ne samo v pač taki svobodni šoli, ampak tudi v javnih šolah in v vseh familijah. Zdaj moja naslednja dilema, ki pa je v redu, pač razumemo, otroci rabijo vodstvo, ne? Pač, ko smo se okoli teh pravil to pogovarjali, kaj pa mi starši, recimo mi bi starši pa radi bili bolj vpleteni v šolski sistem. Pa se imam pač občutek, da država je tista, ki sama pač v javnih šolah določa, kakšen bo predmetnik, kakšna bodo pravila, a tudi nas starši... Si nora, še bolj bi bila rada vpletena. Resno? Resno te vprašam. Starše se mi zdi tudi tretirajo kot otroke. Ok, tretirajo nas kompletno, nas vrhuška, 2%, kompletno cel svet nas tretirajo kot otroke, ampak... Vedno več doživljam, pač srečujem staršev, ki pravijo, v javnih šolah, ne vem, predmetnik je totalno neprimeren, bi dali popolnoma druge vsebine, otroci so preobremenjeni, ampak vsi jemljajo pač vse to šolo, zato mislim, da tu svobodne šole vznikajo, pač tako je. Starši, jaz ti bomo porekala sam na tisti točki, ki mi je bila zdaj ta hip najbolj zanimiva, čeprav si jih odprla itak enih 10. Mislim, da imamo starši, da smo si uzurpirali starši v Sloveniji, še preveč ingerenc vpliva na življenje v šoli. No? Tako, jaz pa zdaj bom čisto jasna, seveda se mi zdi meni čisto noro, kar v šolah počnejo. Ne? Od učnih načrtov do tistih delovnih zvezkov, blaznih in vsega tega, ne? Da ne naštevamo. Vendar to ni naša, mislim, halo?
Ni naša stvar to, ne, tako da, ampak zdaj smo, to je cel drug film, pa cel druga debata. Čeprav, ne veš kaj, jaz bi se pa tle vseeno pridružila, ker se mi zdi to pomembno povedati. Ampak sam nekaj, zakaj smo to lahko naredili starši? To je pomembno. Zakaj? Zato, ker stroka ne drži baze. Kje je stroka? Kje drži stroka bazo? Ne more, veš, stroka se pa priduša, ja, otroci so grozni, starši so grozni, politika je grozna. Ne, ljubčki, ne bo to šlo tako. Ne, treba vsak mora prevzeti odgovornost za tisto, kar mu pritiče. In starši smo vdrli v šolski prostor zato, ker tam ni bilo nikogar pred golom. Kje so? Ja, tle bi se jaz v bistvu pridružila temu mnenju, da ste se kdaj vprašali, zakaj kdaj po celem svetu začenjajo otroci šolo? A neverjetno, po celem svetu med 5. in 7. letom. A ste se kdaj vprašali, zakaj? Zaradi tega, ker so takrat otroci po celem svetu podobno kognitivno dovolj zreli, spontano, sami od sebe začenjajo z opismenjevanjem, z branjem, računanjem. Sami od sebe, kognitivno so takrat dovolj zreli. In kdaj se bomo starši začeli umikati, če ne v šoli? Kdaj se boste umaknili? Pri 20, pri 30, boste čakali do 50, ker se vam smilijo? Mislim, da gre za ravno to vprašanje, zakaj je nastala ideja svobodne šole. Ker so ugotovili ljudje, da enostavno pač to, kar se v javnih šolah otroci učijo, je 3/4 stvari nepomembnih. Vse se pač v smislu naučijo, izbruhajo, nikoli več tega ne vejo, kaj jaz vem iz osnovne šole. Tukaj se pa jaz ne strinjam. Svobodna šola je kritika javne šole, ker če bi jaz sestavljala predmetnik, pa nisem kao strokovnjak, po moje bi bilo, ne vem, treba otroke naučiti. Jaz ne vem, zakaj je nastala, jaz sem kar prekinila, ker te poznam. Veš kaj, mi se malo hecamo, ker se predobro eni poznamo, se upravičujem. Veš kaj, jaz ne vem, zakaj je nastala, jaz nisem šla študirati zgodovine svobodne šole, gotov kdo tukaj v publiki, to veliko bolj ve. Ampak se ne strinjam s tem, da je svobodna šola ali pa da so zdaj pa vse alternativne šole neka kritika ne vem, javnega šolskega sistema, kakršenkoli že je. Jaz bom zdaj še enkrat ponovila tisto, kar tako redko rečem, pa vem, da je provokativno, pa bom zdaj si prvošla. Jaz bi celo v javni sistem, mislim, ta ideja, da obstaja, ne vem, ena vrsta šole ali pa ena metodika ali pa ena pedagogika, ki je najboljša in za katero lahko objektivno rečemo, ne, da ta je pa top, ne, in za vse, ne, enako, ne, to je popolnoma noro, to tudi gospa neurologinja bo rekla, da je to čisto noro, to je čisto blazno, ljudje smo preč različni in tudi preč komplicirani, da bi to lahko bilo res. Tako da, zakaj raj mi nimamo v javnem sistemu vključene cele palete, diapazona različnih pristopov, drž, pedagogik, metodik, kaj svem kaj. To se mi zdi tako škoda. No, pa se mi zdi, da smo zdaj zmešali dve temi. Ne? Ena je ta šolski sistem, ki so takšni in drugačni, ena je pa to vpletanje staršev in delati stvari na mesto otrok. Mislim, da sta se dve zadevi popolnoma različni, ne? Nekaj je pač to, kamor pošiljamo svoje otroke pri teh letih, ne? Ampak, naprimer, moja izkušnja je, da kadar sem omenjala to, zakaj se otroci učijo iste stvari, pa se ponavljajo pa to, vedno je prišlo do tega, da pač so otroški možgani tako pač narejeni. Da rabijo ponavljanje, pa da rabijo... Ne? Ja, to je dejstvo, ne? Mi živimo v eni instant kulturi, ki mislimo, da obstajajo bližnjice. Pri mojstrenju veščin, znanj, bližnjic ni. 10.000 trdega dela, da prideš ali do vrhunskega športnika, ali do doktorata, do česarkoli pomembnega. 10.000 ur dela. Če si še talent, morda kakšno uro manj, pa boljše rezultate boš imel. Nekateri morajo pa 30.000 ur oddelati, pa še zmeni ne bodo dosegli ne doktorata, ne vrhunskega športnega rezultata. Tukaj tudi talenti so pomembni. Ampak trdo delo je tudi v šolstvu nujno. Gre za trening, možgani niso mišice, ampak z njimi treba delati kot z mišico. To, da se morajo otroci naučiti matematike, da morajo reševati ne vem kakšne zapletene enačbe v srednji šoli, integrale odvajati, čeprav jih ne bodo nikoli pol rabili. Čemu to služi? To služi treningu možganov, zaradi tega, da bodo kognitivno dosegli svoje urojene potencijale. Če tega ne bodo počeli, tega ne bodo dosegli. Pika. Ugovarjam glede integralov. Nikoli prešpricala sem jih in trdim, da kljub temu moji možgani še kar dobro delujejo. Tako. In potencijal je še kar v resnici.
kaj bi študiral, ne ve, kam gre, ne ve presaditi rože, ne ve, kaj, nima... Zato pa ni šola, zato pa ni šola. Ne ve, nima pravega odnosa do narave, do živali, ni v šoli bi pa to učili. Če bi jaz sestavljala predmet... Ne, to je vaša naloga kot starša, da ga peljete vsak dan po vrtcu, po šoli, da greste ven, da odkrivate. Zakaj bi jih filali s toliko enimi nepotrebnimi podatki, če obstaja toliko enih pomembnih vsebin, ki bi bilo treba, zakaj ne bi šola utrjevala? Zato, ker imajo otroci starše. Ja tudi, seveda, ampak zakaj bi v šoli se učili o Frankensteinu, če se ne učijo o živi naravi? Dobro, zdaj smo šli že, po moje, zelo... Svobodna šola je nastala, oziroma ideja je zato, ker ta javna šola ima vsebine, ki so brezvezne, neživljenjske. Svobodna šola temelji na dejstvu na otroški radovednosti, ne? Da pač pride do učenja preko radovednosti. Imamo pa tudi druge metode. Jaz imam tudi repliko, ki upam, da lahko mogoče pad položaj vzpostav. Tako bom rekla, ker velja, ne sem za šolo, pa tako splošno pravilo je, pa mogoče ga je za to vredno izreči. Ni toliko pomembna vsebina. Res, sploh ni toliko pomembna vsebina, ne samo v šoli, tudi glede vsega, kjerokoli temo zdaj odprete. Ni pomembna vsebina, pomembno je zakaj in kako. Tako da, poštevanka sama ni problem. Tudi, kaj se ka Frankenstein, na kjeri šoli učijo o tem? Rada bi šla na tako... Ja, z veseljem bi na tako šolo šla, ampak vprašanje je, kako jo učimo in čemu, kako na kakšen način osmislimo to, kar se učimo, pa če je še to kabotno, in pa na kakšen način, kako. Se pravi, učiteljski, pedagoški eros pride v igro zraven, navdušati, motivirati učenca za nekaj. To lahko narediš, če si bodi si zaljubljen vase, ali zaljubljen v predmet, ki ga poučuješ, ali pa v samo poučevanje, v sam akt. In vse troje deluje. Deluje motivacijsko oziroma očara učence in tako naprej. Tako da, lahko je pa najboljša možna vsebina na tabli ali pa v učbeniku, pa če je ta stara une sorte, je lahko tisti učbeniku še tako zanimiv. Vemo vsi, katere predmete, vsak od vas ve, katere je zasovražil in katere je vzljubil. Zdaj vas spomnite učiteljev ali pa mentorjev, navdihovalcev. Skratka, od ljudi je odvisen, to smo pa tudi v filmu videli. Mislim, vedno je od odraslih odvisno. Jaz bi pa zdaj mogoče se vseeno vrnila nazaj k filmu, ker mislim, da je film nam pa pokazal še nekaj, česar pa mi v naših šolah pa redko vidimo, pa tudi doma redko vidimo. To silno moč otrok in pravzaprav kaj vse so sposobni sami, kako dobro so znali na koncu artikulirati, kako se počutijo, kako dobro so znali sodelovati, glasovati, kako dobro so se zmenili v bistvu na teh sestankih. Ker ta prvič je bilo meni to sestankovanje, mi je bilo tako malo od začetka, kaj bo to, a to bodo sami sestankovalci, ki bodo odrasli. Ampak vendar, zdaj, ko sem drugič gledala, v bistvu so se oni naučili fenomenalnih veščin, počakati, da nekdo pove do konca, tudi če se s tabo ne strinjam, te poslušam, tudi če se ne strinjam, se na koncu razideva. Shendlam to. In to se mi zdi, da je bilo pa v tem filmu pa pravzaprav tisto najlepše sporočilo pravzaprav. To so stari otroci, ne vem, med 8 pa 10 let in so bili tega sposobni. In to pa je tisto, kar nas pa lahko spomni pravzaprav, kaj vse otroci zmorejo. In to pa je tisto, zakaj je lepo delati z otroki, zakaj v bistvu verjetno, ne vem, jaz rada delam z otroki, pravzaprav danes nas je večina tukaj verjetno takih, ker se v bistvu od otrok lahko ogromno naučimo. In v tem filmu mislim, da so bili otroci naši glavni učitelji. Od teh odraslih se pa pravzaprav lahko naučimo, česa vsega pa naj ne delamo. Kje delamo felerje kot odrasli? Moram reči, ta režiserka, način, kako je posnela ta film, tudi obrtniško, na kakšen način se je lotila, ti prav sicer, da je neetičen ali pa na meji etičnosti, zanimiva debata bi bila to še, mogoče pozneje v pivu, ampak jaz bi rekla način, kako je približala se s kamero oziroma kako je nas na ta način približala otrokom, njihovemu svetu, načinu, kako med sabo komunicirajo, close-upi obrazov, ki mi vidimo konec koncu,
tudi vidimo, da Gio ni daleč od tega, da bi bil brezčuten, pa neempatičen, pa da bi mu bilo vseeno, konec koncev si škarjami reže prste. Nekdo, ki zna tako manipulirati, kot zna Gio, ima zelo dobro razvito empatijo, samo jo uporablja na povsem drugačen način. Ampak hočem reči, res približala nam je ta režiserka, ta del eksistence, otroške, čudovito in prav imaš, na to smo mi kompletno čist pozabili s tem našim helikopter, parenting, pa hiperzaščitništvom, pa itak mama ve najboljše, back off, Mislim, da je sporočilo tega filma bi lahko bilo celo še bolj radikalno, kot je hotel ustanovitelj šole. Meni se zdi, da so se bolj preveč vmešavali v njihove dialoge, v to, kako so oni stvari. Vedno je nekdo nadziral, kako se oni menijo med sabo. Meni se zdi, cel film je bilo tako videti, ker danes pa niso imeli prostora, kjer se lahko sami zmenijo in kjer lahko Na koncu se je meni zdel, ta absoluten fopa tega vodje, z tem čustvenim izsiljevanjem, kot ena neizpolnjena mama, ki se je žrtvovala za vse, ampak na koncu otroci reševali situacijo, otroci so poskušali postaviti varne meje, dajmo glasujmo, da bomo še tukaj. Tisti fantek, ki je poskušal, nihče se ne trudi, da bi ti ostal tukaj, zato se bom jaz trudil in potem je on prevzel vlogo tega, da so izglasovali, da gre Gio ven. Zaradi tega, ker je otrok prevzel nase to in oni kot skupina so delovali v bistvu fenomenalno. Meni moram reči, da tle se jaz strinjam, da tukaj je ta vodja bil tako polhan sebe, da se je moral umešati še na konc, pa bi bilo boljše verjetno, če bi... Zdi se mi, da šele takrat so se oni lahko dejansko v filmu zmenili med sabo, ko je on kolapsiral, Prej se mi zdi... Ja, na nek način, čeprav jaz bom se nalepla na te, ker jaz tudi mislim, da nam lepo pokaže tudi film to drugo zlato pravilo, kaj se zgodi, ko odrasli ne prevzemajo odgovornosti zase. Odgovornost zase je ne odgovornost za vse, kar se dogaja tam. Ne govorim o tem, da mora nekdo ves čas imeti pod nadzorom, pa biti odgovoren za tisto, kar je nekdo tretji naredil enemu četrtmu. Nismo za to odgovorni, smo pa odgovorni za štimungo, za način, kako se stvari odvijajo in pa zase, za to, zakaj smo tukaj, kaj počnemo, kako počnemo. In ta Alex vsaj je tlele pač, šepal, mu je šepalo. In ko so odrasli v sistemu takšni, se zgodi neizogibno, to je, da otroci prevzamejo odgovornost. In na koncu so, in bom pa še izkoristila priliko, ker sem jih po mikrofonu, pa bom rekla, da na koncu seveda naredili nekaj, kar meni ni bilo všeč videti, da so ga izključili. Ampak dejansko v položaju, v katerem so bili ti otroci, prav podstavljeni pred dejstvo, da jih bo njihov šefe, ki je to šolo in pripelil, da jih bo zapustil, ker so ga tako razočarali. Je potem mali, ki mu itak še Gio že od samega štarta najbolj na živce, je zbral pogum in straight face, totalno, mi je bil tudi všeč, ne glede na to, da mi ni bilo všeč, da so ga vrgli in rekel, dajmo ga izključiti, predlagam, ga izključimo, glasujmo. Zakaj mi pa ni bilo všeč, da so ga izključili? Prvič je rahla ironija v tem, da ustanoviš šolo zato, da se boš vedel do otrok drugač, kot se v javni šoli vedemo do otrok, krat pa si pa po enem letu konča, da narediš isto, kar bi v vsaki javni šoli naredili s tem Giotom. Nikjer ne bi nič boljšega naredil. Ampak simbolično je pa kaznoval tistega, ki je njega buljal, ki je bil on otrok. Sej, seveda, maščeval se je, jasno. Ponavlja se mu, Ampak problem je v tem, ker otroci, ki se vedajo tako kot Gio, se vedajo zato, ker se počutijo izključene. Oni že so outcasti, oni so že izobčenci. In najslabše seveda, kar lahko narediš z otrokom, ki se že počuti izobčenega, z namenom, da bo se začel boljš vest, je, da ga še enkrat in še dodatno še bolj izključiš. To je tako, kot da bi, šel z benzinom gasiti požar. Tako da to so taki paradoksi tega. Pa imate.
od teh svobodnih šol, mislite? Ja. Ker tukaj je očitno, to je bilo, mislim, da so bili nesposobni, ki so ga kreirali in se strinjam s tem, kar je govorili, da... Kako pa bi bilo smiselno, da bi se lotili res tega problema? Ja. Pravim, sprašujem, kako pa bi bilo smiselno, da bi se lotili tega? Ta režiserka je padla v ta primer in je to snemala in dobro, naredila film, ki je zanimivo in odpira vsa ta vprašanja, ne. Mi je malo škoda, ker to dela s tabo reklamo, s svobodni šoli, ne. In mene prav zanima, ne, mogoče vi imate izkušnje. Ampak a je ta... Ker jaz sem skozi razmišljala, ne, v tej šoli, recimo sem videla moje otroke, če bi jih jaz poslala tja, in sem se spraševala, ne, kako, mislim, tisti, ki imajo težave, kako, mislim, tam jih niso mogli reševati, ker določeni problemi rabijo strokovno pomoč, ne, in zdaj otroci ne morejo sami sebe zdraviti, ne, ali pa sami sebe rešiti ene take težave. In to je očitno, ko so mogli tega izključiti, niso ga mogli rešiti in to se mi zdi totalno neuspeh. Zato me zanima vprašanje za vas, če poznate te svobodne šole, kako bi se tam razrešilo, pa bi bilo to možno? Jaz bi tle v bistvu, jaz svobodne šole ne poznam, ne, ampak tisto, kar bi vas vprašala je to, se vam Aleks zdi toliko drugačen od mene, od vas, je on slabši ali mogoče samo slabše opremljen za vodjo šole, ali morda tipičen. Jaz sem v njem videla zelo tipično razočarano mamo, ki je toliko vse žrtvovala za otroke, za dobrimi nameni si je tlakoval pot v pekel. Ni se mi zdel toliko drugačen od vseh nas tukaj. Tudi otroci, ne vem, koliko jih je bilo, pa na koncu sem preštela, mislim, da jih je bilo 14. Od 14 otrok, da imate enega otroka z problemi, ki potrebujejo strokovno pomoč, to je zelo realna skupina. Morda, če imate smolo, imate v skupini celo več problematičnih otrok, tako kot ste se vi izrazili, ki potrebujejo strokovno pomoč. Sploh se mi ni zdel neposrečen primer, ampak način... Tle imamo veliko vprašanj se odprli, tako da to si en del, si Aleksa malo naredila človeškega. Kaj pa... Tudi mene ne, samo koliko nas je pa vseeno v določenih segmentih njemu podobnih. Koliko imamo mi idealnih učiteljev, koliko imamo mi idealnih odraslih ljudi, ki so polno kompetentni, odgovorni. To se pravi, da moramo narediti eno ogrodje, ker se bo dal živeti tudi v nepopolnosti, ne? Tina, sam tle imamo še tudi neko mnenje, sem še da damo, ja. A je to potem šola kar neki, ali moraš zato, da si lahko svobodna šola vseeno imeti neko franšizo, neke kompetence? Mislim, da bilo njemu dovolj te šolo narediti. Ker če je on poprečen, kjer je noter otroke, kjer rabijo vse drugo kot poprečje in jih zjebe na točkah, ki so jih najmanj mucali, kak se on lahko imenuje svobodno? Mislim, a ni to franšiza, a ni to neki koncept vendarle, ki se potem prilagaja otrokom, ali vse, kar si mi mislimo, da bi lahko potem smo pač imenovano? Lej, kakor jaz nisem specialist, če kdo specialist, ne prosim dvigne roko, pa ne reče. Jaz vem, da obstaja, da so, mi smo pred 2 letoma, sem jaz soorganizirala predavanje Gideon, kako mu je že bilo mi, Biba, ti se spomniš? Gideon, model, ki v Freiburgu vodi Karniole, kako se reče? Ja, Karniola. Kapriole šolo iz tega Štosa. Pazi, to je Štos, to ni franšiza, ok, če čutiš razliko. Približno 260 jih je, ne? Mislim, tle v Nemčiji še več imamo ful, ja. In tako ti bom rekla, kolikor je svobodnih šol, toliko je pa franšiz svobodna šola. Ali razumeš, toliko zelo... Neke osnovne so, niso neke te osnovne stanki, skupno odločanje. Jaz imam tam ene flyere, ki jih lahko pogledaš, ampak načeloma je to, ne, mislim, da je point lih v tem, da ni neke fiksne strukture, ki se jo je treba držati. Ne, mislim, da je to čar ideje, ne, svobodne šole, ne. Se pravi, ta demokratičen aspekt, pravil ne postavlja neka avtoriteta od zgoraj navzdol, ne, ampak smo enakovredni po hierarhiji, ne, in skupaj postavljamo pravila in skupaj jih spreminjamo in so fluidna, ne, se pravi. Kakor jaz vem, je to, mislim, mene, tako jaz razumem tisto, kar sem prebrala. Šole pač malo sem se o tem pač brala, no nisem v teh pravilih, na katera se vedno obešamo,
lahko se igra na igrišču, sploh ne rabi iti k pouku. Potem so pa take malo bolj hard verzije, v kateri si na začetku leta izbere, katere predmete, ali pa si tekom dneva izbira, katere ure bo poslušal. Bistvo svobodne šole v smislu, da otrok sledi svojim zanimanjem, to, kar njega zanima. Ne bo se učil, zdaj imam matematiko, zdaj imam slovenščino, ampak ne, mene zanima, gre k predmetom, ker če se otrok uči z zanimanjem, motivacijo, si to zapomni. Če se uči na pamet, pozabi čez 3 dni, ko je testa konc. To jasno, jaz to nisem razumela predmetov, če pa že morajo biti, no? Le vse sorte je, to ni uniformno, ni kolikor je šol, toliko je pa modelov, bi jaz rekla, ne? Pa še tam, ja. Jaz ki se je drugega pota, o knjigi Kompetentno otrok da govorim. Ne morete, poznam, na pamet skoraj jo znam, ampak ne morete o tej knjigi zdaj govoriti, ker smo prišli zaradi filma danes. Ja, hočem povedati, to je koncept otroku dati vse ves prostor na tem svetu in ga poslušati. Ne, ampak res, če načnemo temo, kaj pomeni kompetenten otrok, pa kaj ne bi tam v tisti knjigi pisalo, smo lahko naslednje 3 ure še kle, kar ne smemo, žal. Pridite, veste kaj, pridite ob sredah, pridite si vzeti tole, tukaj imate noter program, imamo še video večere v DC Mala ulica, vsako sredo, kjer pa točno o tem govorimo, o vsebini, ki jo najdete v knjigi Kompetentni otrok in ob tej priložnosti vabim še vse ostale, da si postrežete tisti, ki si še niste in da tudi prijete na spletno stran in na Facebook skupino in vse sorte imamo in debatiramo in parlamentiramo in dialogiziramo in se provociramo. Jaz bi se pa vrnila sem, ne, svobodna šola mogoče, pa je dala eno zaključno misel, bi mogoče, ne, če bi še kdo dal kakšno pripombo. Ja, Irina. Ne samo to, da se sprašujem v tej franšizi svobodne, ki ima neka pravila ali pa ki ima nek koncept, ki je tudi dolgotrajen, bi govoril, ko sploh posnet, oziroma ne, da ni bilo objektivno, ko sploh ni bilo objektivno. Kako je lahko nekdo, ki je ustanovlja šele šolo, ki šele ustanavlja poklicno nekoga, da bi to posnel in ta nekdo je potem seveda svojim civilizacijo to posnel in nam predstavil ven. Jaz imam precej zadržko, da je ta film sploh prišel ven. To je o tem je mislim, da Tina govorila. Jaz sem malo pogledala, sem malo nagooglala, pa tako, v 2 minuti sem si vzela za to. Zmenila sta se ta režiserka, snemalka je tudi imela neko staro željo, posnet nekaj tazga, zelo verističnega in tako naprej in je pač hkrati je imela neke izkušnje ali pa je izhajala iz okolja, kjer je pač poznala idejo pač teh svobodne šole, nekako poklopili se jim je par na ključi. Ampak jaz bi se tle vrnila na to, da v bistvu, veste, iz najbolj neetičnih dejanj v človeštvu smo se zelo veliko naučili. In mislim, da se mi iz tega filma ogromno lahko naučimo. To je namen, če smo mi danes prišli samo debatirati in se nismo iz tega filma nič naučili, potem so bile to izgubljene ure. Če bomo pa o tem razmišljali, pa morda kaj spremenili pri samih sebi, potem se je pa zgodilo nekaj pomembnega. In mislim, da nam prav ta film to pokaže. Vsak je lahko vzel zase tisto, kar se mu je zdelo relevantno, seveda je odvisno tudi, kdaj te najde ta film. Ampak tisto, kar se meni zdi pomembno, zdi se mi zelo pomembno, da vidimo pravzaprav, da neka pravila so, da nam lahko pomagajo, da so pravila lahko predstavljajo varnost. Za te otroke bi bilo pravila, ki bi stala in ki bi odrasli stali za njimi, kjer bi bili odrasli prevzeli to vodstveno vlogo, bi bila ta šola lahko fantastična. Ampak ker teh osnovnih stvari ni bilo, se je vse sesul. Mislim, da je situacija izjemno aktualna, tudi tukaj, danes, da se lahko vprašamo, kje se začne moja svoboda, kje so moje meje, čemu služijo meje, kje se konča moja svoboda, kjer se konča, tam se začne tvoja, kje se srečava, to srečevanje na teh mejah, to se mi tudi zdi eno od takih pomembnih sporočil filma in v bistvu ta pozitiven vidik otrok, česa vse so sposobni. To je v bistvu vera za prihodnost. Če so to naši potomci, če so to naši otroci, če se bodo zmogli oni tako pogovarjati, kot so se tle pogovarjali, potem mene ne skrbi za prihodnost. Če se bodo pa tako obnašali, kot se obnašajo odrasli v tem filmu, potem nas pa lahko zelo skrbi.
Dobro, pa še nekdo je tam. Super. Čisto na kratko, 3 stvari. O nekompetenci teh smo že dosti povedali in se strinjam. Druga stvar, to, kar ste rekli, da vam ni bilo všeč, da se ga potem izključalo, tega idiota. Jaz sem prav, da smo biološko narejeni tako, da odreagiramo na nesodelovanje s tem, da nekoga izključimo, oziroma da se izpostavi gnus v telesu in da potem potreba po kaznovanju. Joachim Bauer je v tem pisal, to sem prav. Tretja stvar je pa to, ko ste se sprašvali o teh različnih šolskih sistemih. Ne vem, je bil letos, je bil že lansko leto tudi predvajan film Abeceda. No, ja. Govori točno o tem, tako da tiste, ki malo bolj zanimamo. Tiste pa bolj tak romantičen, pa bolj tak, da ne rečem idealističen prikaz tega, ampak jaz ne bi hotela, da ta film, žal bi mi bilo, če bi ostal v spominu kot kritika svobodne šole. Jaz ga nisem tako videla. Ne? Tako da upam, da ga še kdo ni tako videl pa doživel. To je samo to replika. No. Upam, da nas je več takih. Jaz bi mogoče samo na to izolacijo. Ne? Kaj je najhujša kazen za človeške možgane? Saj smo že prej ugotovili, zakaj smo ljudje močni. Zato, ker sodelujemo. Če naš otrok ostane sam, brez odraslega, ki poskrbi zanj, ali preživi? Ne. To se pravi, izključitev, izolacija je najhujša kazen, ki te doleti. Ja, in v tem primeru je bil kaznovan tisti, ki je najbolj potreboval pomoč. Seveda, ampak se pravim, tudi sem mislil na otroke, oni nimajo teh sposobnosti, oziroma to se pa spet vrača na nekompetenco tisti, ki so vodili to šolo, bi mogli poskrbeti, da se pač to ne zgodi, ampak jaz sem samo hotel nekako hodam po... V smislu, zakaj so otroci to naredili? Ja. Ne, ampak mislim, da vsi razumemo, da so otroci po najboljših močeh reševali situacijo in to izjemno in odlično. Vsaka jim čast otrokom. Ja. A je nekdo še tam zadaj hotel povedati nekaj? Ja. Pa? Jaz sem razumela, da je to narejeno po modelu Samokila, ki je bil zelo uspešna šola, ampak je bilo znano, se ga knjiga napisana, da je bil to zelo karizmatičen učitelj vodja in je seveda stvar uspela. In če je to potem se ve, zakaj tam. Ta model je znan, to je Samokila. Vodenje, ne? Vodenje, odraslo vodstvo in ja, če premoreš karizmo, je veliko lažji voditi. Da se biti v redu vodja tudi brez karizme, no? Ampak veliko lažji ti je, če jo imaš. Ne? Pa recepta za uspešno šolo ni, ne? To pa jaz mislim, da to smo si pa na jasnem, no? Da tega ni, da ni recepta za vzgojo, da ni recepta za uspešno šolo, da se to že več kot 2000 let sprašujemo. Da je bila to vedno dilema, če samo pomislite, kako je pravzaprav Filip poskrbel za svojega Aleksandra, da je imel najboljšega učitelja tistega časa in ni se šolal sam, ampak je imel skupnost svojih prijateljev, s katerimi je bil deležen najboljše izobrazbe tistega časa in vendar so stvari šle po svoje, ne. Jaz mislim, da pač recepta za šolo ni, da pa ravno te debate pravzaprav pripomorejo k temu, da se sprašujemo, kaj hočemo za naše otroke, kaj si želimo, a moramo še ne vem kaj dodatno delati, ali je morda dovolj, da v nekaterih primerih otrokom vseeno damo proste roke, ker v nekaterih stvareh v tem filmu so pa otroci tako reagirali, kot sem že rekla danes, da mene ne skrbi, kako se bodo obnesli kot odrasli. Moramo pa dobro premisliti, to bom pa za konc, to so pa moje zaključne, čisto res. Ja, glihota sem med zaključni stavki, prav. Moramo pa dobro premisliti, kaj si želimo in če si res želimo tega, kar si mislimo ali pa o čemer fantaziramo, da si želimo. Ne? Zato, ker vsi starši rečejo, želim imeti samostojnega, samozavestnega otroka, ki ve, kaj hoče, ki se zna postaviti zase, ki zna poskrbeti zase, ki zna reči ne. Tisti moment, ko pa pred nami stoji to bitje in naredi kaj od tega, iz tega seznama vseh naših želja, ne, to je trenutek preizkusa, ne, ali pa odločujoč moment, ne, kjer, pokažemo, walk the talk, ali talk the walk, ali kako se že reče po angleški, ne,
A smo resno mislili, ne? In treba se odločiti, ker ne, ni prijetno. Tudi ena scena, ko pride pa reče, a imate 5 minut, fantje? In oni vsi v zborčku rečejo ne. In on mirno nadaljuje. Ljubček, očitno nisi mislil resno. Ker če vprašaš človeka, a imaš 5 minut? In ti on reče, ne, nimam. Ja, pomeni, ne, nimam. In seveda si postavljen pred možnost, lahko mu rečeš, jaz ne pravim, obrnem se pa pejt ven. Ampak lahko rečeš, vprosti meni pa veliko pomenili, če bi si jih vzel, a bi si jih, ne? Recimo, to je ena možnost, obstaja jih pa 1000. Gotov pa nadaljevati, kakor da ti v njih 5 ni nič odgovorili, ne, ni najboljši leadership, ne, ali pa zgled, ne, in tako naprej. Tako da se je treba odločiti. A smo res pripravljeni, tisti, ki razmišljamo o tem, da je ideja svobodne šole fajn pa lušna, pa da bi imeli otroke v tisti šoli. A smo zmožni živeti, imeti pred sabo, gledati, poštevati tazga otroka, ki zna reči ne. Ni tako simpel. In tako da, če potegnemo črto, mislim, da nam je film dal tem za pogovor pa za razmišljati, tako da bi se jaz obema vama zahvalila, pa vam, da ste sodelovali pa prišli, ne, tako da pa še razmišljamo svobodno oziroma o sistemih oziroma kot nas bo zapeljalo, ne. Ja, pa ne se pozabiti od otrok česa naučiti, tako kot v tem filmu. Ne? Otroci so veliki učitelji. Pa hvala za neverjetno potrpljenje, ker ste nas poslušali. Jaz sem frapirana.